To leto še ni niti na polovici, a že smo priča številnim nerešenim skrivnostim, kot so ljudje, ki so izginili, ropa, ki še niso razrešeni, in arheološka odkritja, ki se zdijo popolnoma nelogična. Do konca leta bodo morda nekateri izmed teh primerov razrešeni, vendar trenutno potekajo raziskave, da bi našli odgovore, ki so bili doslej izmuzljivi. Številka 10. 42-letna Ashante Ruth, ki prihaja iz Palestine v Teksasu, je od marca 2026 ni videl ali slišal nihče od njenih prijateljev ali družinskih članov. Njen primer ostaja odprt, vendar je bilo do danes najdenih zelo malo sledi, ki bi kazale na to, kaj se je zgodilo. Kot se pogosto pri preiskavah pogrešanih oseb, je Ashante živela v okolju, ki ga njena družina opisuje kot negativno. Njena družina je postala zaskrbljena za njeno zdravje in varnost, zato so se odločili posredovati. 3. marca se je njen bratranec odpeljal iz Fortneya v Palestino, kjer je ocenil življenjske razmere Ashante. Ugotovil je, da jo je treba odstraniti iz tega okolja in ji ponudil, da jo odpelje nazaj v Fortney, da bi lahko videla preostanek svoje družine. Ostaja neznano, ali se je strinjala, da gre z njim ali ne, saj je bila vožnja nazaj v Fortney opisana kot čustvena in napeta, zaradi česar nekateri verjamejo, da je želela ostati tam, kjer je bila, in da je posredovanje njene družine povzročilo, da se je razjezila. Vendar pa to ostaja zgolj špekulacija. Njen bratranec je kasneje povedal policiji, da sta potem, ko jo je pobral, odšla v restauracijo McDonald's, da bi nekaj pojedla. In medtem, ko sta bila tam, se je zdela dobre volje. Pogovarjala sta se in se smejala nekaj časa, preden sta se ponovno odpravila na pot. Vse to se je spremenilo, ko sta prispela v Fortney. Ugotovili so, da je Ashante postala vznemirjena zaradi nečesa in je zapustila stanovanje, ne da bi povedala, kakšni so njeni načrti. Njena sestrična je takoj obvestila policijo, ki je pohitela na kraj dogodka. Uspelo jim jo je izslediti in potem, ko so se nekaj časa pogovarjali z njo, so odšli, saj je niso mogli prisiliti, da se vrne v stanovanje. Kljub temu je to storila in prispela tja ob 4:30 zjutraj. Ob tistem času so jo videli na parkirišču stavbe in priče so poročale, da je nato ponovno odšla. To je bilo zadnjič, ko so jo videli, in njena sestrična je ponovno obvestila policijo, ko je niso mogli najti. Tokrat so prijavili njeno izginotje, vendar kljub temeljitemu pregledu okolice niso našli nobene sledi o njej. Policija je zdaj prosila vse, ki so videli Ashante, naj se javijo, da bi lahko ugotovili, kje se je nazadnje gibala, kar bi lahko pomagalo pri njenem iskanju. Njena družina še vedno upa, da jo bodo sčasoma našli, saj v njenem primeru niso našli nobenih znakov kaznivega dejanja. Medtem so objavili tudi opis Ashante. Njena družina pravi, da ima rjave lase in rjave oči. Visoka je približno 170 cm in tehta okoli 73 kg. Prepoznamo jo lahko tudi po tetovaži Betty Boop na levi roki, ki je svetlo modre barve. Na desni roki ima tudi tetovaže 3 imen s krili. Ko je tisti dan odšla iz stanovanja, je nosila rdečo majico s izrezi, črno jakno s krznom, vijolične kapri hlače Rugrats in črne čevlje. S seboj je imela torbico okoli pasu, v kateri je po besedah njene družine hranila osebni dokument. Vsak, ki ima informacije, ki bi lahko pripeljale do njenega izsleditve, naj kontaktira urad konstabla drugega okraja v okrožju Kaufman na številko 469 376 4600 in navede številko primera agencije 206 10 329. Številka primera je MPN 56235. Številka 9. Družina 55-letne Jennifer McCormick je policiji povedala, da bi lahko bila v duševni stiski, saj ni v njeni navadi, da bi zapustila družinski dom, ne da bi komu povedala, kakšni so njeni načrti. Največjo skrb vsem, ki so vključeni v primer Jennifer, povzroča dejstvo, da je odvisna od pomoči svoje družine, saj ima visoko funkcionalni Downov sindrom. To pomeni, da čeprav se dobro znajde pri večini vsakodnevnih opravil, bi lahko imela težave, če bi morala sama skrbeti zase brez pomoči. Zato so preiskovalci izjavili, da je nujno, da jo najdejo čim prej, da jo lahko vrnejo v varno okolje njenega družinskega doma na območju hišnih številk okoli 8000 na West 80 Drive v Alamo Townshipu v Michiganu. Njena družina verjame, da je zapustila dom ob 17:30 uri 13. maja 2026 in ko se ni vrnila domov, so postali zelo zaskrbljeni. Obrnili so se na policijo in pojasnili, da je Jennifer ranljiva oseba, zato so začeli preiskavo.
Povedali so, da bi jo lahko znemirilo, ker se je njena rutina spremenila ali ker so se njene navade spremenile in da je to privedlo do tega, da je tisti dan odšla od doma. Dodali so tudi, da v družini ni bilo nobenih težav, kot so prepiri ali spori, ki bi jo lahko vznemirili. Ko Jennifer niso mogli najti v neposredni bližini, so preiskovalci stopili v stik z okoliško skupnostjo in jih prosili, naj bodo pozorni nanjo ter naj prijavijo vsakešno opažanje. Prav tako so jih prosili, naj preverijo svoje varnostne posnetke, gospodarska poslopja, lope, dvorišča in druga območja, kjer bi lahko poiskala zavetje. Ko so ga zaslišali, je Jenniferin brat, s katerim si deli hišo, izjavil, da ga približno 90 minut ni bilo doma, ker je moral opraviti opravke. Jennifer je ostala sama v hiši, kar ni nič nenavadnega, vendar je, ko se je vrnil, ni bilo nikjer. Iskal jo je približno 3 ure, nato pa se je odločil obvestiti policijo. Jennifer nima mobilnega telefona, zato je žal ni mogoče izslediti na ta način. Njenih kreditnih kartic od dneva izginotja niso uporabili, kar povzroča dodatno zaskrbljenost za njeno dobrobit, saj so pričakovali, da bo prej ali slej plačala za hrano ali prenočišče. Ko so se pojavile novice o njenem izginotju, se je okoliška skupnost zbrala in organizirala iskalno akcijo, ki je potekala kljub močnemu deževju, ki je prizadelo območje. Preiskali so več 10 akrov, vendar niso našli nobenih sledi Jennifer ali kakršnih koli namigov o njeni lokaciji. Ugibamo se je tudi, da se je morda preprosto odločila za sprehod, nato pa postala zmedena ali dezorientirana, zaradi česar ni mogla najti poti nazaj domov. V njenem primeru sum kaznivega dejanja ni prisoten, njena družina pa je obljubila, da jo bodo iskali, dokler ne najdejo odgovorov. Jennifer je opisana kot oseba z rjavimi lasmi in modrimi očmi, visoka približno 142 cm ter težka okoli 68 kg. Nazadnje so jo videli oblečeno v rdeč pulover na gumbe, črne hlače in črne škornje. Njen brat je dodal, da je s seboj vzela črno torbico ter plišasto igračo mini miške ali Miki miške. Če imate vi ali kdo, ki ga poznate, kakršnekoli informacije o tem, kje bi lahko bila Jennifer, vas prosimo, da kontaktirate Kalamazoo Dispatch Authority na številko 269 488 8911, številka 8. Ni nenavadno, da je vozilo pogrešane osebe najdeno prazno nekaj časa potem, ko je bila oseba prijavljena kot pogrešana. V nekaterih primerih pa najdba vozila povzroči še večjo zaskrbljenost in sproži še več vprašanj o tem, kaj bi se jim lahko zgodilo. Točno to se je zgodilo v primeru izginotja 38-letnega Leah Berharda Longmira Jr., ki prihaja iz Muskegana v Michiganu in ga od februarja 2026 nihče ni več videl. 28. februarja je Lee preživel nekaj časa pri svojem dekletu v Muskeganu, kar je tudi zadnje mesto, kjer so ga videli. Njegovo dekle je povedala, da se je, ko se je odločil oditi, usedel v svoj džip in rekel, da namerava iti k svoji babici. Še vedno ni znano, kaj se je zgodilo z Liam, potem ko je tistega večera odšel. Nikoli ni prispel do babičine hiše in od takrat ni stopil v stik z nobenim od svojih prijateljev ali družine. Kar se je zgodilo na to, je preiskovalce in njegovo družino izjemno zaskrbelo. Pojavile so se domneve, da je njegovo izginotje posledica kaznivega dejanja, vendar to ni bilo dokazano. Okoli 23 ure naslednjega dne, 1. marca, so Leo Jeep našli v bližini Peck Street in East Norton Avenue, ter ugotovili, da ga je nekdo namerno zažgal. Takoj, ko so odkrili to zaskrbljujoče dejstvo, so temeljito preiskali okolico, vendar Lea niso našli. Prav tako pa območje ni vsebovalo nobenih sledi o tem, kam bi lahko odšel. Ko so jih vprašali, ali bi morda odšel po lastni volji, je njegova družina izjavila, da tega nikoli ne bi storil, saj se mu je pravkar rodil otrok in svojega otroka nikoli ne bi zapustil. Dodali so, da pred izginotjem ni kazal nobenih znakov stiske, jeze ali nenavadnega vedenja, zato jih je njegovo izginotje zmedlo prav tako kot policijo. Za iskanje območja iz zraka so uporabili drone, prostovoljci pa so se pridružili policiji v upanju, da ga bodo izsledili, vendar niso našli nobenih dodatnih sledi v njegovi lokaciji. Njegovi računi na družbenih omrežjih niso imeli nobene aktivnosti od dneva njegovega izginotja. Prav tako se ni pojavil na svoji prvi izmeni kot dostavljavec za DoorDash, kot je bilo pričakovano. Eden od Leevih bratrancev je dodal, da je bil ob njihovem zadnjem pogovoru videti dobre volje, čeprav nista dolgo govorila, saj sta bila na plesu očetov in hčera. Za Leea ni bilo znano, da bi imel kakršnekoli težave, zato je še toliko bolj zagonetno, da so njegovo vozilo našli zapuščeno in v plamenih.
Policija je pozvala okoliško skupnost, naj prijavi morebitne opažanja Leeja in naj se javi, če ima kakršnekoli informacije v zvezi z njegovim primerom. Do danes takšnih informacij niso prijeli, vendar upanje ostaja veliko, da ga bodo našli. Leeja opisujejo kot osebo s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visok je približno 178 cm in tehta okoli 104 kg. Ko je tisti dan zapustil hišo svoje dekleta, je nosil črn pulover s kapuco, bele Nike superge in belo majico. Vsak, ki ima dodatne informacije, lahko kontaktira policijski oddelek Norton Shores na številko 231 73 2691 in navede številko primera agencije NS26, pomišljaj 01265. Ime Leeja je številka primera MP1 5639. Številka 7. Vsako leto zaradi nerešenih ropov izgine za milijone dolarjev denarja, nakita, umetnin in artefaktov. In rop, ki se je zgodil v fundaciji Magnani Rocco v mestu Parma v Italiji, je povzročil ogromne izgube. Za leto 2026. Rop se je zgodil 22. marca in naj bi trajal le 3 minute. Tatovi so ponoči vstopili v zasebni podeželski muzej in uspeli odnesti umetniška dela Piera Augusta Renoirja, pa tudi Paula Cézanna in Henrija Matissa. Osebje muzeja poroča, da bi rop očitno zelo profesionalen in organiziran, ter dodaja, da bi tatovi ukradli še več dragocenih predmetov, če ne bi oblasti tako hitro posredovale. Ta rop je bil že drugi v kratkem času in se je zgodil le nekaj mesecev po ropu v muzeju Louvra, med katerim je bilo ukradenih za več kot 100 milijonov dolarjev draguljev, čeprav je bilo v tem primeru aretiranih več oseb. Oblasti so razkrile, da so roparji vstopili v vilo Magnani Rocca tako, da so na silo odprli vhodna vrata muzeja. Nato so se povzpeli v prvo nadstropje, kjer so ukradli 3 slike iz francoske umetniške galerije. Na srečo se je nato sprožil varnostni sistem muzeja in tatovi so bili prekinjeni. To je povzročilo, da so odvrgli 4. sliko, ki so jo bili ravno na poti odnesti, preden so pobegnili. Uspelo jim je priti iz stavbe v muzejski vrt, nato pa so preplezali ograjo. Tam se je njihova sled izgubila in do zdaj jih še niso identificirali. Ropa niso takoj prijavili, saj je osebje muzeja skrbelo, da bi to lahko vplivalo na preiskavo. Obenem pa so upali, da bodo storilce hitro izsledili, a temu ni bilo tako. Po dogodku so ugotovili, da so 3 pogrešene slike vredne približno 10,3 milijona dolarjev, pri čemer je Renoirjeva najvrednejša ocenjena na 7 milijonov in muzej si obupno želi, da bi slike našli. Ta zločin je sprožil zaskrbljenost za manjše, zasebno vodene muzeje po svetu, saj ti običajno nimajo tako naprednih varnostnih sistemov kot večje ustanove. Prav tako je pogosto, da so varnostni ukrepi na glavnih vhodih v takšnih muzejih veliko strožji, medtem ko so zgornja nadstropja manj zaščitena. Zaradi teh 2 dragih ropov so nekateri večji muzeji začeli vlagati v analizo kamer, ki jo poganja umetna inteligenca, za katero upajo, da bo prepoznala kakršnokoli sumljivo ali nenavadno vedenje ali okoli teh stavb. Drug dejavnik, ki prispeva k tem ropom, je dejstvo, da se je vrednost impresionističnih slik na dražbah v zadnjih nekaj letih povečala za več kot 19%. S tem je tveganje bolj vredno, saj je mogoče te umetnine prodati na črnem trgu za neverjetno velike vsote denarja. Posebna enota za umetnine preiskuje ta rop, vendar storilci za zdaj ostajajo neidentificirani. Številka 6. Johnny Den Hamilton je 73-letni moški, ki je iz svojega domačega kraja Rodessa v Louisiani pogrešan že več kot 4 mesece. Njegovi bližnji pa obupano iščejo kakršnekoli informacije o njegovi usodi. Takrat je Johnny živel na Rodessa Church Road in imel lasti rdeč Chevrolet pickup iz leta 2001, s katerim so ga pogosto videvali voziti po okolici. V mesecih pred njegovim izginotjem je njegova družina začela skrbeti za njegovo duševno zdravje, saj so verjeli, da je morda v zgodnjih fazah demence. Kadarkoli oseba, ki trpi za to boleznjo, izgine, je izjemno pomembno, da jo najdejo čim hitreje, saj je sama v svetu zelo ranljiva in jo lahko zlahka izkoristi nekdo z zlobnimi nameni. 5. januarja 2026 je bil Johnny znan po tem, da je bil doma, saj ga je tam videl vsaj en očividec okoli 12:44. Nato so ga videli, kako je vstopil v svoj tovornjak in se odpeljal, od takrat pa ni bil v stiku z nikomer, ki ga pozna. Nikoli ni nikomur povedal, kakšni so bili njegovi načrti tisti dan, zato oblasti niso vedele, kje naj začnejo iskati.
Njegova družina je policiji prijavila njegovo zdravstveno stanje, ko so oddajali prijavo o pogrešani osebi. Vendar še vedno ni jasno, ali mora vsak dan jemati kakšna posebna zdravila. Javilo se je več prič in povedalo, da jim je Johnny omenil, da bi morda razmislil o potovanju v Texarkano, kjer je nameraval prodati nekaj odpadne kovine. Vendar nihče ni prepričan, kako resno je to mislil. Dejstvo, da se je odločil sam odpeljati od doma, je njegove bližnje zmedlo, saj je Johnny običajno prosil prijatelja, da ga pelje, kamor je moral iti. To je pripeljalo do ugibanj, da je bil tisti dan morda zmeden in da se je morda izgubil, potem ko je zapustil hišo. Teorija, da je morda poskušal odpeljati v Texarkano, se je okrepila 18. februarja, ko so njegov poltovornjak našli zapuščen 40 milj od njegove hiše v Nicks Creeku v Texarkani. Zaradi tega so temeljito preiskali 35 akrov okoliškega zemljišča, vendar niso našli nobenih sledi in lokacije Johnnyja ni bilo mogoče ugotoviti. Njegova hči, Lasanja, je za medije povedala, da je sprva skupaj z ostalimi člani družine mislila, da je šel opraviti kakšen opravilo. Medeli so, da je kot običajno poklical prijatelja, da ga odpelje, vendar so postali zaskrbljeni, ko njegov tovornjak še vedno ni bil najden kasneje tisti dan. Dodala je, da je, ko je tistega jutra zapustila hišo, domnevala, da Johnny čaka na svojega prijatelja, vendar je odšel, preden je prijatelj lahko prišel tja. Prepričana je, da je nekdo na tem območju ali blizu Texarkane moral nekaj videti in jih je pozvala, naj stopijo naprej, da bi lahko preiskava izginotja njenega očeta napredovala. Johnny je opisan kot oseba z belimi lasmi in rjavimi očmi. Visok je 5 čevljev in 11 palcev, ter tehta 180 funtov. Ko so ga nazadnje videli doma, je nosil rumeno srajco z modrimi črtami in temne hlače. Vsak, ki ima informacije o njegovi lokaciji ali lahko doda podatke k primeru Johnnyja, naj pokliče šerifov urad okrožja Caro na številko 3185 849 034. Številka primera je MP154, MP154 333. Številka 5. Skozi stoletja so arheologi ostali zmedeni zaradi nekaterih odkritij, ki so jih naredili. Pogosto glede obstoja starodavnih civilizacij in načina, kako so živeli svoja vsakdanja življenja. Nekateri so zgradili strukture, ki niso imele jasnega namena. Drugi so ustvarjali okrašeno lončenino in nakit iz materialov, za katere so mislili, da v tistem času niso obstajali. In drugi so popolnoma izginili, brez razlage, in jih nikoli več niso videli. Takšne vrste odkritij se dogajajo pogosteje, kot bi si kdo mislil, kar dokazuje tudi odkritje skrivnostnega predora v Jeruzalemu leta 2026. Arheologi iz izraelskega urada za starine so izkopavali najdišče blizu kibuca imenovanega Ramat Rahel, ko so naleteli na podzemni predor, star več tisoč let. Na tem območju naj bi zgradili novo stanovanjsko sosesko, ki bi obsegala več kot 480 hiš, poslovnih objektov in šol. Toda ta projekt je bil začasno ustavljen, medtem ko raziskujejo predor. Ko bodo raziskave zaključene, bo predor verjetno postal arheološki park z novo sosesko, kjer se bodo ljudje lahko učili o odkritjih iz davnih časov. Medtem so oblasti objavile nekaj informacij o nenavadnem odkritju. Navajajo, da je predor dolg približno 50 metrov. Čeprav celotna dolžina še ni bila odkrita, saj so nekateri deli predora zrušeni in jih še vedno čistijo ruševin. Na vhodu je bilo v kamen vgrajeno kamnito stopnišče, znotraj pa so našli debelo plast zbite zemlje. Deli predora segajo do višine približno 4,5 metre in širine okoli 3 metre, kar omogoča, da lahko vsakdo prehaja skozi brez sklanjanja. Stene predora kažejo dokaze o tehnikah rezanja kamna in gotovo je, da je bil ta projekt zahteven ter je zahteval veliko časa in spretnosti za dokončanje. To je vznemirljivo odkritje, ki zahteva še veliko več raziskav, saj strokovnjaki nimajo pojma, zakaj je bil predor uporabljen ali kdo ga je zgradil. Predlagano je bilo, da je bil uporabljen kot podzemni vodni sistem, ki je omogočal dostop do podzemnega izvira. Vendar se zdi to malo verjetno, saj niso bili sprejeti nobeni ukrepi, ki bi preprečili pronicanje vode skozi stene predora. Raziskave prav tako niso odkrile nobenih podvodnih izvirov na tem območju in ni bilo najdenih nobenih dokazov, da bi voda kdaj tekla skozi predor. Naslednji predlog je bil, da je bil uporabljen v kmetijske namene. Večina strokovnjakov je to teorijo zavrnila, saj menijo, da je predor za ta namen prevelik in da ga ni bilo mogoče uporabljati v nobene industrijske namene. Tako je učenjakom ostala le še ena verjetna teorija.
Menijo, da je tisti, ki je izkopal predor, morda poskušal doseči podzemno plast krede, ki bi jo lahko uporabili za izdelavo gradbenih materialov ali za proizvodnjo apna. Zaenkrat arheološki svet nestrpno čaka, da izve več o predoru. In z nadaljnjimi raziskavami bomo morda s časoma izvedeli, kdo ga je zgradil in zakaj se je uporabljal. Številka 4. Včasih, ko pride do arheološkega odkritja, lahko najboljši strokovnjaki le ugibajo, zakaj so bili predmeti uporabljeni ali kaj so pomenili ljudem, ki so živeli pred tisoči leti. To je primer nenavadnega odkritja, ki so ga našli v Srednjem Egiptu in zgodovinarji so ostali zmedeni. Odkritje je naredila egiptovsko-dominikanska ekipa arheologov, medtem ko so izvajali izkopavanja v ptolemajskem Minervinem templju v Aleksandriji. Med raziskovanjem najdišča so bili presenečeni, ko so našli 13 mumij, ki so jim ob pokopu v usta položili zlate jezike. Odkrite so bile v skalu izklesanih grobnicah, kar je bila v stari Grčiji in Rimu priljubljena praksa. Ko so odprli grobnice, so bili razočarani, ker so bile mumije v slabem stanju, vendar niso nikoli pričakovali, da ima vsaka v ustih zlati jezik, ki je bil očitno tja položen z določenim namenom. Omeniti je treba, da so te mumije našli skupaj z 39 drugimi, pri katerih niso našli zlatih jezikov. Ostanki so bili datirani približno 2000 let nazaj. Raziskovalci pa so bili hvaležni, da roparji niso izvedeli za grobnice, saj bi bili zlati jeziki verjetno ukradeni, pretopljeni in prodani. Če bi se to zgodilo, za jezike sploh ne bi vedeli, prav tako pa ne bi bilo opravljenih nobenih raziskav, da bi ugotovili, zakaj je bila ta nenavadna praksa pred 1000 leti nekaj običajnega. Najverjetnejša razlaga za to je, da so stari Egipčani verjeli, da bo postavitev zlate amuleta na jezik pokojnika omogočila, da govori z Ozirisom, bogom podzemlja in sodnikom vseh, ki tja pridejo. Jeziki so bili zelo zanimivi, vendar so na najdišču našli tudi več drugih artefaktov. Med predmeti, ki so jih odstranili iz grobnic, so bili ritualna besediva, umetnine, napisi, skarabeji, amuleti, posode in drugi zlati predmeti, kot so zlate nohtne prevleke. Našli so tudi 4 sarkofage, ki so bili vsi nedotaknjeni in izdelani iz apnenca. Verjame se, da bodo s podrobnejšimi raziskavami ti predmeti povezani z verskimi praksami iz obdobja Ptolemajcev. Raziskovalci niso bili le navdušeni nad tako redko najdbo, ampak so tudi dodali, da je v sodobnem času vse manj verjetno najti kakršnokoli zlato v grobnici. To je zato, ker roparji grobnic običajno prvi najdejo ta mesta in nato odstranijo vse, za kar menijo, da bi lahko prodali z dobičkom. Številne pomembne najdbe, ki bi nam lahko povedale več o starih Egipčanih, so bile zaradi te prakse izgubljene, kar naredi odkritje teh zlatih jezikov še toliko pomembnejše. Nekatera umetniška dela, najdena ob grobnicah, prikazujejo cele družine v prisotnosti egipčanskih božanstev. Boginja neba, Nut, je naslikana na stropu komore skupaj z zvezdami in čovni, v katerih so še nekateri drugi bogovi. Kar zadeva ljudi, ki so bili v tej grobnici, lahko strokovnjaki le ugibajo. Možno je, da so bili tisti z dodanimi zlatimi jeziki v tistem času bolj pomembni v družbi, vendar to ostaja le ugibanje. Najdišče bodo še nekaj časa preučevali v upanju, da bodo znanstveniki izvedeli več o tej skupnosti in njihovih pogrebnih obredih ter verskih praksah. Vendar za zdaj ostaja skrivnostno najdišče, ki ponuja več vprašanj kot odgovorov. Številka 3. Številne družine po svetu so izgubile ljubljene zaradi verskih kultov in leta 2016 je družina nemške ženske Lise Weiss začela verjeti, da se je to zgodilo tudi njej, kar bi pojasnilo, zakaj je 7 let niso videli ali slišali zanjo. Ko je bila Lisa stara 30 let, leta 2019 je odšla na potovanje v Keralo v Indiji, odkoder se nikoli ni vrnila. Takrat je že začela obiskovati svečanja, ki jih je organizirala Ahmadi Religion of Peace and Light, sekta, katere sedež je v stavbi, ki je bila nekoč sirotišnica v Creweju v Angliji. Ko jo je njena družina prijavila kot pogrešano, so jo identificirali kot članico skupine in od takrat je sekta pod drobnogledom nemške nacionalne policije, ki je začela preiskavo z imenom Operation Decker. Ime se nanaša na posameznika iz Irske, ki je podal obtožbe proti skupini, katerih podrobnosti niso bile razkrite javnosti. Med operacijo so bili tarča posamezniki znotraj sekte, vendar podrobnosti preiskave ostajajo neznane. Ko so sekto kontaktirali in jo povprašali o izginotju Lize, so njeni člani izjavili, da o tem nimajo nobenih informacij. Nikoli pa niso naravnost povedali, da ni z njimi.
Samo sklicevali so se na njeno izginotje, ki se po njihovem mnenju nikoli ni zgodilo, saj verjamejo, da je tam, kjer je mesto. Nekateri člani so zavrnili sodelovanje z oblastmi, kar je značilno vedenje za skupine, kot so kulti, ki običajno storijo vse, da dejavnosti skupine ne bi postale znane javnosti in oblastem. Leta 2026 je policija izvedla racijo na sedežu skupine v Kruju. Ko je Lisin bivši mož Abdel Rahman Hashem izvedel za to, je upal, da bo končno prejel kakšno novico o tem, kaj se je zgodilo z njo, in da bo končno lahko povedal njenima otrokoma, ali je varna ali ne. Policiji je povedal, da so njeni otroci nazadnje slišali od nje, ko jim je poslala e-pošto iz svoje hotelske sobe v Indiji, v kateri je zapisala, da jih ima zelo rada, ter dodala, da so njeni najboljši prijatelji in najljubši ljudje na svetu. 2 dni potem, ko je bilo to elektronsko sporočilo poslano, z njo ni bilo več mogoče vzpostaviti stika in od takrat ni bila v stiku z nobenim članom svoje družine. Med racijo na sedežu je bilo pridržanih 12 ljudi. Nekateri so se soočili z obtožbami trgovine z ljudmi in prisilnih porok, drugi pa so bili obtoženi sodobnega suženjstva in še hujših kaznivih dejanj. Vsi so bili izpuščeni na varščino, nadaljnje preiskave pa bodo pokazale, ali bodo aretirali in obtožili še več članov. Abdel Rahman upa, da bodo te preiskave prinesle odgovore glede Lisinega izginotja, saj še vedno ni jasno, ali je bila prisotna na kraju dogodka, ko je bila racija izvedena. Abdel Rahman je dodal, da je Lisa leta 2018 želela zapustiti kult in začeti novo življenje v Nemčiji. Celo pogovarjala sta se o tem, da bi se preselila v isto državo, da bi si lahko delila skrbništvo nad svojimi otroki. Toda potem je izginila v Indiji. Njen e-poštni račun je bil deaktiviran in od takrat ni bilo nobenih novic o njej, njen telefon pa ni bil vklopljen. Denar, ki ga je poslal prijatelj, ni bil nikoli uporabljen, njeni bančni računi pa so ostali nedotaknjeni že 7 let. Nekateri ljudje so namigovali, da jo sekta zadržuje proti njeni volji, vendar njene družine, ker ni mogoče dokazati te teorije, raje upa, da jo bodo našli in pripeljali nazaj domov k njenim otrokom. Številka 2. V zadnjem letu, oziroma približno toliko, so razprave o obstoju nezemljanov postale nekaj vsakdanjega zaradi določenih trditev, ki jih je podala ameriška vlada, vključno s predsednikom Donaldom Trumpom. To je pripeljalo do tega, da zdaj veliko več ljudi verjame, da res obstajajo in da Zemljo obiskujejo že zelo dolgo časa. Medtem se stalni tok posnetkov, ki prikazujejo nenavadne luči na nebu, ni zmanjšal, kar še dodatno podžiga že tako vročo razpravo. Vlada je objavila na tisoče dokumentov na to temo. Te informacije pa pogosto spremljajo posnetki, ki so jih posneli pripadniki vojske, ki so jih ti nenavadni objekti in njihova na videz nemogoča manevriranja popolnoma zmedli. Poseben video, ki je bil objavljen za javnost leta 2026, je povzročil pravo senzacijo na internetu. Predvsem zato, ker je oblika omenjenega objekta zelo nenavadna v primerjavi s podobnimi poročili iz preteklosti. Posnetek je bil narejen z ameriške vojaške platforme z uporabo infrardeče kamere. Video je bil tako nenavaden, da so ga takoj poslali v urad za reševanje večpodročnih anomalij, kjer so ga dodatno preučevali, vendar za zdaj še niso ponudili nobene razlage. Posnetek traja skupno 1 minuto in 46 sekund, ter prikazuje območje kontrasta, ki ima obliko 8-krake zvezde. Operator kamere se je po najboljših močeh trudil, da je objekt ostal v kadru in izostren, ter je lahko opazil, da objekt za seboj pušča sled, ko se premika naokoli. Nekateri ljudje so ugibali, da je to toplota iz pogonskega sistema, ki se pojavlja na infradečem posnetku. Ker pa je bilo o posnetku podanih zelo malo informacij, to ostaja zgolj teorija. Opomba, ki je spremljala posnetek, je navajala, da je namenjen zgolj informativnim namenom in da nihče, ki si ogleda video, ne sme nobenega dela tega opisa razumeti kot analitično presojo, preiskovalni zaključek ali dejansko ugotovitev. Kar zadeva to, kaj bi predmet lahko bil, se razprava še vedno nadaljuje. Najbolj očitna in najpogostejša domneva je, da gre za nezemeljsko plovilo, ki je bilo ujeto na kamero, kljub svoji nenavadni obliki, ki ni značilna za tovrstne opažanja. Drugi menijo, da bi lahko šlo za nekaj veliko bolj vsakdanjega, vendar nihče ni uspel dokončno ugotoviti, kaj je bilo ali kaj je počelo, ko so ga opazili pripadniki vojske. Številka 1. Nekaj napredka je bilo doseženega v preiskavi izginotja 36-letne Tamare Dunhill, ki jo je njena družina poznala kot Dawn, in je izginila iz Ocean Shoresa v Washingtonu leta 2026, vendar je še vedno niso našli. Marca 2026 je bila Dawn v zvezi s Kendrickom Bruceom, s katerim so jo videli tretji v tem mesecu.
A naslednji dan se je po besedah njene družine odločila končati zvezo, nato pa je sumljivo izginila. Ker je zelo nenavadno, da bi ostala brez stika s svojo družino in edinim otrokom, so se hitro zaskrbeli zaradi njene odsotnosti in obvestili policijo, da se ni vrnila domov, kot so pričakovali. Med preiskavo so preverili njene telefonske zapise, ki so pokazali, da je bil njen telefon nazadnje aktiven v bližini Northwest Trek Wildlife Parka, približno 39 km od kraja, kjer so jo nazadnje videli v Ocean Shoresu. Njena družina je bila iz sebe od skrbi, ko so razmišljali o vseh možnostih, ki bi lahko privedle do njene izginotja. In 28. marca so se njihovi strahovi še povečali, ko je bilo z njenega računa preko aplikacije Cash App poslano $150 Kendricksu. Iskanja so potekala na območjih, kjer običajno preživlja čas, vendar ni bilo najdenih nobenih sledi Dawn in nihče ni poročal, da bi jo videl. Šele nekaj dni kasneje so njen avto našli zapuščenega približno en blok od njene hiše in so ga temeljito preiskali. V notranjosti so preiskovalci našli njene bančne kartice in zaskrbljujoče fotografijo njenega sina, ki je bila raztrgana. Zaradi plačila prek aplikacije Cash App so policisti začeli sumiti, da bi lahko Kendrick imel prstomez pri njenem izginotju, zato so izdali nalog za preiskavo. Njegov džip je preiskala kinološka enota in psi so nakazali, da se je nekaj zgodilo na zadnjem sedežu vozila, zadnjih vratih in v prtljažnem prostoru. Nato so preiskali tudi njegov dom, vključno z njegovimi elektronskimi napravami, kar je povzročilo še dodatno zaskrbljenost. Njegova zgodovina iskanja na internetu je vključevala poizvedbe, kot so, kako nekoga unesvestiti, koliko časa traja, da se posmrtni ostanki razgradijo in kako odstraniti biološki material iz preproge. Raziskoval je tudi mrtvaško okorelost, kar je preiskovalce napeljalo na misel, da je poskušal prikriti resno kaznivo dejanje. Naslednji korak je bil preiskati stanovanje Dawn za morebitne sledi o tem, kaj bi se ji lahko zgodilo. Izdano je bilo nalog za preiskavo in v stanovanju so preiskovalci odkrili več sumljivih mest, ki so očitno vsebovala biološki material. Kendrick je bil takoj aretiran in obtožen izginotja Dawn, vendar ni razkril, ali je odgovoren ali kje bi lahko bila. Trenutno je v priporu z varščino v višini $2 milijonov in le čas bo pokazal, ali bodo proti njemu vložene dodatne obtožbe, ko bo preiskava napredovala. Donina soseda je izjavila, da je ni videla ali slišala že več kot mesec dni. Njeni prijatelji so dodali, da je bil odnos med Donno in Kendrickom napet, ter da jo je fizično zlorabljal. Obtožili so ga tudi, da je pošiljal sporočila, v katerih se je pretvarjal, da je Donna. Poleg tega pa so opazili, da je bil njegov avto nenavadno čist, ko so ga videli kmalu potem, ko je Donna izginila. Kendrick se mora 10. junija pojaviti na sodišču, vendar preiskava medtem še vedno poteka. Vsak, ki ima dodatne informacije o tem primeru, naj se obrne na policijsko postajo Tacoma na številko 253 277 4455 in navede številko primera 2609 100 684 ali pa neposredno stopi v stik z detektivom Randyjem Frisbeem z policijske postaje Tacoma na številko 253 591 5950. Hvala, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se tudi naročiti na kanal in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 anonimnih in se vidimo v naslednjem videu.